Prijazen pozdrav spoštovane gledalke in gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica. Vreme nas zadnje dni kar malce razvaja s prijetno božajočimi sončnimi žarki. Ampak zime še zdaleč ni konec, čeprav njena ost že postaja nekoliko bolj topa. Tokrat boste lahko prisluhnili našim mladim medobčinskim parlamentarcem, tiste nekoliko starejše je včasih tako ali tako bolje preslišati. Na svoji drugi redni seji so se sestali tudi bistriški občinski svetniki. Literarni večer ob 100. obletnici rojstva pisateljice Erne Starovasnik. 29. medobčinski otroški parlament. Druga redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je v ponedeljek 4. februarja priredila literarni večer ob 100. obletnici rojstva pisateljice Erne Starovasnik. V njen spomin so odprli tudi razstavo. Na prireditvi v Slovenije Bistriški knjižnici, ki jo je režirala in koordinirala najmlajša hčerka Erne Starovasnik, Mojca Berložnik, so sodelovali tudi pisateljičini vnuki Ajda in Žiga Berložnik, Petra Starovasnik Dumič in Dolores Rožan, pravnuki Tevš in Tjaž Starovasnik, Zoja in Alina Gradiščaj, Juri in Marko Dumič, Aljaž Starovasnik in Tina Furman, snaha Dragica Starovasnik, bibliotekarka Mojca Plaznik Plavec, upokojena učiteljica osnovne šole Poljčane Jelka Plošinjak in upokojena ravnateljica knjižnice Josipa Vošnjaka Anica Korovšec. Bila sklonila k njemu in mu zašepetala na uho. Le pusti dračje, sinko, bom jaz pomagala tvoji mami. In še v istem hipu je izginila. Deček je bil tako presenečen, da je odvrgel butaro in stekel v dolino, kolikor so ga nesle noge. Ko pa je pritekel do matere, ni uspel priti do besede. Mati ga je prehitela. Sinko, danes je tako čudno, je rekla. Prav nič me ne zebe v roke. Voda v potoku je tako topla. Deček jo je objel in je solzami v očeh povedal, kaj se mu je pripetilo v gozdu. Vidiš, sinko, je rekla mati, tvoja ljubezen in Vilina dobrota sta ogreli vodo. Deček in njegova mati že leta, desetletja, stoletja ne živita več. Skozi studenice pa še vedno teče potok, v katerem žubori tako topla voda, da lahko tudi sredi zime bosi stopite vanj. Nekateri ljudje pravijo, da je voda topla zato, ker izvira iz osrčja Poča. Drugi pa spet verjamejo, da je topli potok resnično vilinski dar. Topli potok mi je že kot majhni deklici pripovedovala mama. Prebrala pa sem jo tudi za bralno značko. Ajda, veš, kako sem bila žalostna, razočarana in jezna, ko sem pred leti videla, da so želeli topli potok spremeniti v ljudsko pripovedko. To je prav tako, kot da bi vse pravljice in zgodbe, kjer nastopajo palčki in vile in zmaji, spremenili v ljudske. Ja, no, malo bodo to napako popravili in bodo v marčevski izdaji revije Cicibana pod zgodbico podpisali najino pisateljico Erno Starovasnik. Tako žal mi je, da je nisem poznala, ampak poznam toliko njenih zgodbic, pravljic in pesmic, da se mi vedno, ko jih prebiram, zdi, kot da mi jih je ona že nekoč pripovedovala. Ja, ta njena čarobnost, preprostost res potegneta v doživljajski svet otroka. Sončece zlato spodilo te je.
je bila vedno prepolna. Otroci so k njej hodili po različne, tako ljubezenske, kot tudi po druge življenjske nasvete. Pa ne samo to. V revijah, Anteni, Otroke in družine je odgovarjala na pisma bralcev in lajšala marsikatero ljubezensko težavo. Črni tulipan. Iskal sem vse posod zaman. Iskal sem črni tulipan. Že mislil sem, da sploh ga ni, da ga zaman srce želi. Potem pa sem ga le ozr. Le zame je svoj cvet razprl. Saj vam lahko skrivnosti zdam. Dekle je ta moj tulipan. Ker njeni lasje, črni lasje nan me spominjajo. In v njenih očeh, črnih očeh, iskre se utrinjajo. Zdaj v sreči mi srce drhti in si le to želi, da ta moj lepi črni cvet nikoli bi ne bil mi vzet. Imam jo srčno rad, zavedno naj bo moj zaklad. Saj vam lahko skrivnosti zdam, dekle je ta moj tulipan. Ker njeni lasje, črni lasje, nan me spominjajo in v njenih očeh, črnih očeh, iskre se utrinjajo, iskre se utrinjajo, iskre se utrinjajo. Taki lepi spomini, ki so za celo življenje, ostajajo. To je spomin na mojo taščo, Erno Starovasnik. Res je, kot je bilo že povedano, nismo imeli takrat telefonov. Srečevali smo se redko, na 3 ali 4 mesece. Ampak takrat je bilo dosti povedati. Pripovedovali smo si, zato ker je bilo to del življenja, takratnega lepega življenja. Odnosi so bili popolnoma drugačni. In ko smo takole klepetali proti večeru in še v večer, je potem počasi nastajal čas za spanje. Vsi smo šli spat, takrat pa se je babici oziroma Erni začel delovnik. Takrat je pisala: noč in mir in tišina sta ji narekovali tisto, kar je nosila čez dan s seboj, kar je nosila v sebi dneve in tedne. Takrat je to prelivala na papir. In zjutraj, zdelo se mi je, da vstajam prva, ampak v kuhinji je že dišala kava. Razveselila se je, da sem se pridružila pri tej kavici in izpod prta takole segla in potegnila kar nekaj papirja, A4 format. Beri, preberi, dragica, mi je rekla. Brala sem, pa ni mi rekla, preberi zato, da boš analizirala ali da boš komentirala. Jaz vem, da je hotela, da začutim njo, da začutim vso to radost ali pa tudi bedo ali tudi nesrečo njenega življenja, predvsem pa ljubezen do vseh otrok njenih in pa ljubezen do vseh tistih, ki so se pojavljali v hiši. Lepo je, če človek spozna takšno ženo in današnji dogodek je vreden njenega spomina. Za uvod v drugo redno sejo občinskega sveta občine Slovenska Bistrica so v četrtek 14. februarja občinsko sejno sobo zasedli učenci in učenke 11 osnovnih šol iz občin Slovenska Bistrica, Makole in Oplotnica, ki so bili udeleženci že 29. medobčinskega otroškega parlamenta. Mladostniki so razpravljali na temo šolstvo in šolski sistem. Letošnji dogodek je organizirala druga osnovna šola Slovenska Bistrica. Učenci so v živahni razpravi razpravljali o odnosih učenec, 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 starši, učitelj, starši in učenec, učitelj. Druga podtema pa je bila bolj praktične narave. Ob tem so mladi parlamentarci podali predloge za širitev šolskega programa na temo gospodinjstvo ter tehniko in tehnologijo.
Za zmagovalce medobčinskega parlamenta so izbrali Niko Petrič iz osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Luko Urbana Kiteka iz osnovne šole Gustava Šiliha Laporje in Domna Hrena iz osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica. Meni za prvo nalogo smo imeli podana 2 dialoga. Gre se za to, da je se starš učil s svojim otrokom in je pač otrok vse znal, ampak naslednji dan je prišel domov z slabo oceno 3. Zato se je starš odločil, da bo šel v šolo in se bo pogovoril z učiteljem. V prvem dialogu pač nisem našla skupne rešitve, saj je bil starš mnenje, da je učitelj kritično ocenil njegovega otroka. V drugem dialogu pa najdeta skupno rešitev skozi pogovor, saj je starš bolj razumevajoč. Nam se je bolj zdel ustrezen drugi način, ker skozi pogovor s spoštovanjem prideta do skupne rešitve. Mi smo mnenja, da bi bilo boljše, če bi tudi v pogovoru sodeloval otrok, starši pa bi lahko pokazali več razumevanja. Mi se v teh situacijah še zaenkrat nismo znašli. Naši medsebojni odnosi na šoli so pa zelo dobri, k tem pa lahko mi pripomoremo s strpnostjo ter spoštovanjem. Hvala. Plenarni del medobčinskega otroškega parlamenta je z zanimanjem spremljal tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, ki je mlade parlamentarce uvodoma tudi nagovoril. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v četrtek, 14. februarja, sešel na drugi redni seji. Svetniki so osrednjo pozornost namenili prvi obravnavi občinskega proračuna za leto 2019. V letošnjem proračunu je predvidenih za slabih 26 milijonov prihodkov in za dobrih 30 milijonov odhodkov, občina se bo v ta namen dodatno zadolžila. Občinski svet je med drugim v prvi obravnavi sprejel tudi program svojega dela za leto 2019, novelaciji investicijskih programov za projekta izgradnja vrtca v Ozki ulici in dograditev druge osnovne šole Slovenska Bistrica, načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini in uskladitev neprofitnih najemnin v občini za leto 2019. Svetniki so obravnavali tudi nekaj kadrovskih in premoženjskih zadev ter potrdili dobitnike občinskih priznanj za leto 2018. Listino občine bosta prejela Viktor Markel in Marjan Pipenbacher za izjemne dosežke na projektiranju mostov in drugih zahtevnih inženirskih objektov v Sloveniji in tujini. Dobitniki priznanj občine Slovenska Bistrica pa so smučarsko-skakalni klub Šmartno na Pohorju, Milan Moms Pokoš in Zdenka Bizjak s Čerešnjevca. Priznanja bodo podelili 12. marca na svečani akademiji ob občinskem prazniku. Poznaš dediščino, pa tvoja družina? Ne, potem jih pelji na preverjene izlete in edinstveno doživetje naravne in kulturne dediščine v Slovensko Bistrico, Krapino, Vrsar, Samobor ali Ozalj. www.enjoyheritage.eu ali na Facebooku Enjoy Heritage. Policisti Slovenje Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Obravnavali so 12 kaznivih dejanj, od tega 23 kaznivih dejanj tatvine, 5 kaznivih dejanj velike tatvine, kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, kaznivo dejanje žaljive obdolžitve in kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je na enem od parkirišč iz nakupovalnega vozička utajil žensko torbico z dokumenti in denarjem v znesku 500 evrov. Neznani storilec je v poznih nočnih urah vlomil 2 gostinska lokala in eno trgovino ter odnesel nekaj različnih predmetov in gotovine. Neznani storilec je na enem od socialnih omrežij objavil zapis žaljivo vsebino, podana je bila ustna kazenska ovadba. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 15 prometnih nesreč, od tega so 3 prometne nesreče obravnavali kot prekršek, v 12 primerih so odstopili od ogleda kraja nesreče, zaradi povzročitve prometne nesreče so 3 povzročiteljem izdali plačilni nalog.
Izdanih je bilo 50 plačilnih nalogov in vzeta 3 vozniška dovoljenja. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 6 intervencij, in sicer 4 intervencije v zasebnih prostorih ter 1 intervencijo na javnem kraju. Izdali so 1 plačilni nalog, v 5 primerih pa so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom. Obravnavali so tudi 4 kršitve v zvezi s posestjo prepovedane droge. S tem zaključujemo redno tedensko informativno oddajo Bistriški tednik in vas pozdravljamo do prihodnjega snidenja. Pa srečno! Poznaš dediščino, pa tvoja družina? Ne! Potem jih pelji na preverjene izlete in edinstveno doživetje naravne in kulturne dediščine v Slovensko Bistrico, Krapino, Vrsar, Samobor ali Ozalj. www.enjoyheritage.eu ali na Facebooku Enjoy Heritage.